Lep pozdrav v imenu ministrstva. Predstavila bom tudi izhodišča dolgoročne strategije prenove stavbnega fonda. Kot je bilo rečeno, ta strategija je nekako v zaključni fazi priprave in naj bila v mesecu maju posredovana v javno obravnavo. Še prej pa bom predstavila širši okvir energetske politike in vseh politik vezanih predvsem na učinkovito rabo energije oziroma energetsko sanacijo stavb. Zdaj, ključni elementi, kot je že minister predstavil, energetske politike so se pravi zagotoviti okoljsko trajnost, zagotoviti konkurenčno oskrbo z energijo in zagotoviti zanesljivo oskrbo z energijo. Kateri dokumenti oziroma energetska politika, na katerih dokumentih temelji, to je osnovni energetski zakon. V lanskem letu je stopil v veljavo novi energetski zakon, tako imenovan EZ-1. Potem so tukaj še zakon o graditvi objektov in pa zakon o varstvu okolja. Potem pripravljamo energetski koncept, to je dolgoročna strategija energetske politike, ki naj bi v skladu z novim energetskim zakonom predstavila strateške vidike za 40 let, se pravi več, kot je bilo zdaj predvideno, ne za nadaljnjih 20, ampak za 40 let, se pravi pripravljamo nekako energetsko strategijo do leta 2055. Sedaj so v pripravi usmeritve za to strategijo. Te usmeritve naj bi bile sprejete na vladi in potem predstavljene širši javnosti in na podlagi teh usmeritev naj bi bil še do konca letošnjega leta pripravljen osnutek za energetski koncept, ki naj bi ga potem posredovali v državni zbor in v sprejem v državnem zboru. Potem imamo tukaj akcijske načrte, se pravi prenavljamo akcijski načrt za obnovljive vire, zato ker je bil sprejet leta 2010, od takrat se je marsikaj spremenilo na trgu obnovljivih virov z energijo. Potem stopil je v veljavo energetski zakon, ki je precej spremenil shemo spodbujanja obnovljivih virov za proizvodnjo električne energije in pa precej drugih novosti, predvsem pa drugačni trendi, kot so bile na začetku predvideni, tako da prenavljamo ta akcijski načrt za obnovljive vire. Potem pripravljen, avgusta je bil v javni obravnavi tudi akcijski načrt za učinkovito rabo energije, s katerim moramo doseči 20% izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2020. To moram povedati, da ne predstavlja to, da se bo energija za leto 2020 zmanjša, poraba energije 20% nižja, ampak bo 20% nižja, kot bi bila sicer. Se pravi, za tem akcijskim načrtom smo si zadali krovni cilj, da do leta 2020 poraba vse končne energije ne sme porasti za več kot 2%. No, in ta akcijski načrt za učinkovito rabo energije, kot rečeno, je zdaj že v sklepni medresorski obravnavi oziroma bo v kratkem tudi sprejet na vladi. Potem pa še akcijski načrt za skoraj nič energijske stavbe, ki pa je tudi prišel že javno obravnavo in medresorsko obravnavo in bo verjetno sprejet na vladi sedaj ta mesec v aprilu. In pa, kot rečeno, dolgoročna strategija prenove stavbnega fonda. Potem v pripravi je tudi nacionalni stanovanjski program in pa drugi strateški dokumenti in politika, kot je bilo že v prejšnjih prezentacijah omenjeno, cilje za leto 2020, tako imenovan podnebno-energetski paket, že imamo. Lani pa je Evropski svet sprejel nove cilje do leta 2030 in v okviru teh ciljev krovnih, se pravi zmanjšanje emisij za 40%, povečanje obnovljivih virov za 27% in izboljšanje energetske učinkovitosti za 27% do leta 2030, detaljni oziroma zakonodajni akti za doseganje teh ciljev se bojo začeli pripravljati v letošnjem letu in na podlagi teh aktov bojo tudi določeni nacionalni cilji. No, in zdaj samo na kratko, če se pravi, kakšne učinki so energetske politike, se pravi, treba je obrniti trend naraščanja emisij toplogrednih plinov, potem, kot sem že omenila, izboljšanje energetske učinkovitosti. To pomeni, da
da se mora ustaviti rast rabe končne energije, se pravi v drugih sektorjih se bo zmanjšala, medtem ko v sektorju prometa kljub vsem ukrepov še vedno tudi v drugih državah narašča, tako da cilj je, se pravi, nizka rast končne energije oziroma brez prometa mora raba energije pasti. In pa medtem, ko pri električni energiji so zaradi toplotnih črpalk pa zaradi porabe v industriji so predvideni trendi rasti, in sicer za približno 11% se raba električne energije do leta 2030 poveča. In pa obnovljivi viri, se pravi pri obnovljivih virih je predvideno precejšnje povečanje rabe obnovljivih virov, se pravi cilj nacionalni imamo 25% do leta 2020, predvsem pa se bo tukaj spremenila struktura iz teh klasičnih obnovljivih virov biomase in pa velikih hidroelektrarn se bojo povečali deleži alternativnih virov energije. In prioritetna področja energetske politike so energetska učinkovitost, obnovljivi viri in pa pametna omrežja, in to ne zgolj in samo zaradi koristi energetske politike, pač pa vidimo tukaj tudi koristi in priložnosti za gospodarstvo. In sicer Slovenija uvozi kar okrog zadnja leta v povprečju okrog 6% svojega bruto domačega proizvoda predstavlja uvoz fosilnih goriv. Zato vidimo tukaj velik izziv in priložnost, da se v bistvu zmanjša ta uvoz in da se energija proizvede doma. Se pravi, tukaj vidimo te makroekonomske učinke politike obnovljivih virov in pa učinkovite rabe energije, in sicer namesto, da energijo uvozimo, jo proizvedemo lokalno, po drugi strani pa jo privarčujemo, se pravi porabimo manj energije in zaradi tega in s tem zmanjšamo stroške, na drugi strani pa so za vse te spremembe potrebne investicije, ki predstavljajo tudi priložnost za zagon gospodarstva in nova delovna mesta. In če zdaj pogledamo samo politiko učinkovite rabe energije, z učinkovitejšo rabo energije se varčuje, se pravi se znižajo avtomatično stroški, hkrati se pa s tem pospešuje gospodarska rast, zato ker so za vse ukrepe učinkovite rabe energije potrebne investicije, te pa predstavljajo nova delovna mesta in priložnost za gospodarsko rast. To je še posebej značilno za investicije v energetsko sanacijo stavb, zato ker je prav v teh investicijah delež domačega inputa oziroma domače dodane vrednosti večji kot pri drugih investicijah. Torej, z učinkovitejšo rabo energije se ustvarjajo delovna mesta, zmanjšuje se tudi problem energetske revščine, ki je zmeraj bolj pereč problem, in sicer plače v najnižjih dohodkovnih razredih naraščajo precej počasneje, kot naraščajo stroški za energijo, in pa zmanjša se uvoz energentov iz tujine in s tem izboljša energetska samozadostnost. No, zdaj, če se osredotočimo samo na stavbe, v stavbah se porabi 35% vse energije, če pa pogledamo samo energijo za ogrevanje in za toplo vodo, pa ta delež predstavlja 25% vse energije porabljene v državi, torej kar zajeten del. Prvi od sektorjev pri porabi energije je promet, ki predstavlja 40% energije, drugi sektor so pa stavbe, zato je v bistvu ta stavbni sektor sektor, kjer so največje priložnosti, možnosti in najbolj stroškovno učinkoviti ukrepi za doseganje energetske učinkovitosti. In kot sem že omenila, energetska učinkovitost v stavbah, energetska sanacija stavb predstavlja priložnosti za gospodarstvo, ker generira največ delovnih mest. Tukaj vidimo v primerjavi z investicijami v proizvodnjo potrošnih materialov ali pa v proizvodnjo izvoznih dejavnosti so delovna mesta
za energetsko sanacijo stavb kar 4-krat više oziroma predstavlja približno 12 delovnih mest, se ustvari za 1 milijon evrov investicije v energetsko sanacijo stavb. In kot sem že omenila, približno 12 milijonov je teh neposrednih delovnih mest, potem so pa tu še posredna delovna mesta, to so delovna mesta, ki nastanejo za samo proizvodnjo, se pravi materialov, oken, stavbnega pohištva in drugih, se pravi na 1 milijon evrov investicije je po ocenah, ki so tudi potrjene z drugimi, tudi v drugih državah in z mednarodnimi študijami, je približno, se pravi 24 delovnih mest se generira. In potem tudi ocenili smo tudi vpliv na javne finance in sicer se ob približno 20% subvenciji se za vsak evro vloženih sredstev za spodbude v te ukrepe generira enkrat več javnofinančnih prihodkov preko vseh davkov na dodano vrednost in pa vseh davkov in prispevkov, ki jih ti zaposleni generirajo. Tukaj je ta povzetek, približno tako 100 milijonov evrov investicij v energetsko sanacijo stavbe, v primeru 20% subvencije, kot je v povprečju pri nas preko Ekosklada se izvaja, generira približno 2400 delovnih mest in pa generira, se pravi, za 20 milijonov vloženih sredstev preko Ekosklada, javnih sredstev, se v proračun priteče 40 milijonov, se pravi, gre za dejansko win-win politike oziroma politike, ki so zmagovalne oziroma ki prinašajo dejansko koristi. Tukaj, če povzamem, za energetsko učinkovitost v stavbah, se pravi, smo rekli, v stavbah je porabljene 35% vse energije. Potem, zakaj so te investicije tako pomembne? Namreč 90% stavbnega fonda, zgrajenega po letu 2000, bo še vedno stalo v letu 2050. Potem, kot sem že omenila, prihodki javnih sredstev so 2-krat višji od vloženih. Na 1 milijon evrov investicije se generira 24 delovnih mest in pa po ocenah Evropske komisije je na 100 evrov investicije se stroški za zdravje znižajo za 42 evrov. To je pa zaradi izboljšanja zraka in boljšega ugodja v stavbah. Zdaj, če predstavim osnovne 3 stebre politike energetske učinkovitosti v Sloveniji, to so prvi steber je kohezijska politika oziroma spodbude preko kohezijskega sklada, druge so spodbude preko dobaviteljev energije, ki imajo obveznost, da dosegajo vsako leto določen procent prihrankov energije, in tretji steber je spodbude preko Ekosklada, ki so bile do sedaj predvsem usmerjene namenjene za gospodinjstva. Približno v lanskem letu se je s temi 3 stebri generirali približno 200 milijonov evrov vseh investicij, kar predstavlja približno 2400 se pravi zaposlitev in pa še 2000 posrednih zaposlitev. Zdaj, morda to omenim, da konec lanskega leta je bila sprejeta nova uredba o zagotavljanju prihrankov energije, ki prenaša obveznosti iz nove direktive o energetske učinkovitosti, in s to uredbo se je nekoliko spremenil sistem glede teh obveznosti za dobavitelje energije. Hkrati se je pa s to uredbo zagotovilo precej več sredstev, ki bojo na razpolago Ekoskladu, in sicer bodo približno kar enkrat višje, se pravi, do sedaj so v bistvu sredstva Ekosklada, razpisi so se prekinili že sredi leta, ker so sredstva zmanjkala, zdaj pa v prihodnje tega problema ne bo več, zato ker je tudi vlada nekako prepoznala, kljub temu, da so bili pritiski precejšnji za povišanje prispevka za učinkovito rabo energije, vendar je vlada prepoznala te multiplikativne učinke spodbujanja energetske učinkovitosti, tako da s tem zdaj v prihodnje so zagotovljena sredstva, višja sredstva na Ekoskladu, in ta sredstva so pa tudi oblikovana tako, da bomo lahko dosegli cilje do leta 2020, kjer imamo obveznosti na področju energetske učinkovitosti.
Potem mogoče še to omenim, da že v letošnjem letu ta teden, mislim, da so bili objavljeni razpisi preko Ekosklada, že letošnje leto je bil spremenjen nekoliko ukrep, kjer je povišana spodbuda za celovito energetsko sanacijo stavb. V naslednjem letu se pa sistem bo zelo verjetno spremenil v tej smeri, da se bo oblikovala nekakšna progresivna lestvica spodbujanja, se pravi, več kot bo ukrepov izvedenih, višja bo subvencija, se pravi nekak taka progresivna lestvica, za en ukrep recimo 10%, potem za 2 15, za 3 20, nekako v tem smislu se predvidevajo spremembe za naslednje leto. Zdaj, če še morda na hitro omenim ta prvi steber, kohezijska politika, že v prejšnji stari finančni perspektivi je bilo kar od 180 milijonov evrov za trajnostno energetiko, kar 174 milijonov namenjenih za energetsko sanacijo stavb, in sicer je bilo s tem obnovljenih približno dobrih 200 tisoč metrov kvadratnih površine stavb javnega sektorja vsako leto v povprečju. In učink teh investicij je, da bodo leta 2015, ko bodo zdaj letos, ko morajo biti vse te investicije zaključene, bodo stroški za energijo v javnem sektorju za 10 milijonov nižji po ocenah. Zdaj, kjer je tukaj kaže ta oranžni delež, so sredstva kohezijska, ki so bila namenjena za stavbe, se vidi, da dejansko je šlo večinoma sredstev za energetsko sanacijo stavb. To pa, kot verjetno poznate, to je šlo za razpise za bolnice, srednje šole, domove za starejše, visoke šole, pa stavbe v lasti lokalnih skupnosti. To je bilo 6-7 razpisov, ki so zdaj v fazi zaključevanja. Zdaj pa nova finančna perspektiva. Konec lanskega leta je bil sprejet operativni program za izvajanje nove finančne perspektive, in sicer je trajnostna energija, kljub temu, da je celotna ovojnica teh kohezijskih sredstev bila za četrtino nižja, je bilo energetiki sedaj namenjenih približno 15% več sredstev kot v prejšnji finančni perspektivi, in sicer se pravi, to bo predstavljalo približno 270 milijonov, od tega pa je zopet večji del namenjen za energetsko sanacijo stavb, in s temi sredstvi pa je treba doseči približno 260 tisoč metrov kvadratnih energetskih obnovljenih stavb vsako leto, in pa po ocenah bo to približno 12 milijonov nižja prihranka pri strošku za energijo v teh javnih stavbah. Tukaj je še ta prikaz, v bistvu še v tej obliki, se pravi, razrez teh sredstev. Večina sredstev, se pravi 165 milijonov čistih evropskih sredstev, je namenjenih za energetsko sanacijo stavb. Potem je 22 milijonov sredstev namenjenih za učinkovito rabo v gospodinjstvih. Tukaj gre 10 milijonov v okviru tako imenovanih celostnih teritorialnih naložb, se pravi v okviru urbanih strategij, namenjenih za energetsko sanacijo sosesk, predvidoma čim bolj v principu energetskega pogodbeništva. 5 milijonov je namenjenih za reševanje problema energetske revščine in potem 5 milijonov za demonstracijske projekte. Potem pa še 24 milijonov je namenjenih za spodbujanje obnovljivih virov in pa 24 za razvoj pametnih omrežij. Zdaj, če grem po teh sklopih teh kohezijskih sredstev, se pravi, s tistim 165 milijoni evrov bo spodbujena energetska obnova stavb v lasti, primarno v lasti neposrednih proračunskih porabnikov in pa potem tudi posrednih. Zakaj primarno v neposrednih? Zato, ker ima država, vse države imamo cilj, da je treba vsako leto prenoviti 3% stavb državnega sektorja, in ta cilj moramo primarno izpolniti. Potem pa bojo sredstva namenjena tudi za energetsko obnovo stavb v lasti lokalnih skupnosti.
pa potem pri osnovni merilo oziroma princip bo, da bo potrebno spodbujati tako imenovano energetsko pogodbeništvo, da se bodo vse te sanacije izvajale po principu energetskega pogodbeništva in sicer tako, da se bo v to energetsko sanacijo privabilo tudi zasebni kapital. In pa izvajanje demonstracijskih projektov, kot sem že omenila, namenjenih je približno 5 milijonov evrov in sicer se naj bi izvedli demonstracijski projekti za različne tipe stavb po merilih skoraj nič energijske prenove. Ukrepi v gospodinjstvih, omenila sem že, da so predvidena sredstva za tako imenovane pilotne oziroma demonstracijske projekte sanacije celotne soseske, se pravi soseske večstanovanjskih stavb. Potem predvideni so ukrepi tudi za reševanje energetske revščine in pa demonstracijski projekti. Komplementarni ukrepi vsem tem ukrepom v koheziji so usposabljanje malih izvajalcev v okviru malih in srednjih podjetij, neformalno in formalno izobraževanje usposabljanja izvajalcev in pa usposabljanje izvajalcev za skoraj nič energijske gradnje ter pa podpore za ozaveščanje in izobraževanje v energetsko učinkovitih tehnologijah. Vodilna načela za izbor projektov, se pravi izhodišča bojo določena v tej dolgoročni strategiji. Primarno pri javnih stavbah bo osnovni pogoj preizkus, se pravi preizkus interesa javno-zasebnega partnerstva oziroma tega energetskega pogodbeništva, ker namreč z vstopom zasebnega kapitala v te projekte se bodo ta sredstva najbolj multiplicirala. In pa prednost bo imele seveda spodbude, bodo stimulirale celovite energetske prenove, upoštevali se bodo tudi trajnostni kriteriji in pa obvezni cilji doseganja prihrankov energije. Zdaj, če primerjamo samo na kratko tukaj staro pa novo finančno perspektivo, bo približno z istimi sredstvi potrebno doseči kar približno 4-krat več prihrankov energije, se pravi, zato je ključnega pomena, da se ta sredstva multiplicirajo, da niso subvencije tako visoke, kot so bile v prejšnjem obdobju, ampak da so čim nižje in da se v čim večji meri vključi v projekte zasebni kapital. Se pravi, direktiva o energetski učinkovitosti nam prinaša to obveznost, kot sem že omenila, da moramo vsako leto prenoviti 3% površine stavb v lasti in rabi osrednje vlade, katere so te stavbe, bo določila oziroma bo definirano tudi v tej dolgoročni strategiji prenove stavbnega fonda. Se pravi, kot sem že omenila, je v postopku sprejemanja je akcijski načrt za skoraj nič energijske stavbe in pa akcijski načrt za učinkovito rabo energije in pa za tema dvema dolgoročna strategija prenove stavbnega fonda, ki naj bi maja bila posredovana v javno obravnavo in potem čim prej oziroma če se bo dalo, da bi bila julija že sprejeta na vladi, namreč sprejem te strategije je tudi pogojen, je tudi pogoj za črpanje kohezijskih sredstev. In pa pripravljamo tudi uredbo o sistemu upravljanja z energijo v javnem sektorju. Ta uredba bo pa določila, da morajo vse osebe javnega sektorja si določiti cilje zmanjšanja rabe energije in pa voditi energetsko knjigovodstvo. Ta uredba je zdaj še v strokovnem usklajevanju, bo pa tudi nekako do poletja bi morala biti pripravljena za javno obravnavo. Se pravi, določila bo obveznosti, nanašala se bo samo na osebe javnega sektorja, ki bojo morale voditi energetsko knjigovodstvo in si zadati cilje glede zmanjšanja energije in potem slediti oziroma vsako leto poročati, ali so bili ti cilji doseženi. In pa na ministrstvu se ustanavlja tako imenovana projektna pisarna,
ki naj bi koordinirala vse te obveznosti glede energetske sanacije stavb. Se pravi, tako z vidika te 3% obveznosti doseganja tega cilja, 3% obveznosti državnih stavb, do vseh projektov v okviru kohezijske politike in tudi širše. Predstavljala naj bi pa pomembno podporo oziroma tudi strokovno pomoč za vsem projektom, ki se bojo izvajali predvsem v smislu energetskega pogodbeništva, namreč gre tukaj za dokaj nov inštrument, zato je potrebno tako tehnično kot pravno kot ekonomsko znanje, ki ga je potrebno nuditi javnemu sektorju, ki bo vstopal v te projekte. Zdaj morda omenim še, da nastajajo z vsemi temi obveznostmi in regulativami ter uredbami nastajajo tudi baze o energijskih podatkih stavb, in sicer se na GURS-ovo bazo sedaj, kot veste, vežejo podatki tudi o energijskih lastnostih stavbe preko energetske izkaznice, potem za to uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju se bojo na to bazo podatkov, se pravi na identifikacijsko številko stavbe, se bo ustanovil tudi poseben modul, kamor se bo poročalo, kamor se bojo vnašali podatke o energetskem knjigovodstvu, se pravi vsej porabi energije v stavbi, in potem nadalje bo poseben modul za preglede klimatskih in za preglede ogrevalnih sistemov in pa podatki o kurilnih napravah. Zdaj skoraj nič energijske stavbe. Vemo, da vse nove stavbe v letu 2020 morajo biti skoraj nič energijske in v letu 2018 za javni sektor. Akcijski načrt sem že omenila, da bo ta mesec sprejet, in pa v tem akcijskem načrtu je izražen numerični indikator porabe primarne energije in pa določen je tudi 50% delež obnovljivih virov, ki jih morajo te stavbe dosegati, so pa izražene posebnosti za različne vrste stavb po namembnosti. Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb prenove nacionalnega fonda, direktiva govori, kaj mora doseči. Tukaj imam navedeno, da mora določiti osebe ožjega in širšega javnega sektorja, da mora določiti površine stavb v lasti javnega sektorja, da mora določiti delež prenove, stroškovno učinkovite pristope, usmerjanje naložbenih odločitev in tako naprej. Zdaj Slovenski stavbni fond v številkah je približno tak, da obsega približno 90 milijonov metrov kvadratnih, od tega so enostanovanjske stavbe slaba polovica in pa stavbe javnega sektorja predstavljajo dobrih 10%. Tukaj so te strukture še nekoliko drugače prikazane, in sicer kakšni so potenciali za prenovo. Potencial za prenovo se šteje za stavbo, ki je starejša od 30 let, ali pa da sta vsaj dva ukrepa starejša od 30 let. In sicer je potencial za energetsko prenovo pri enostanovanjskih stavbah ocenjen na približno 40%, prav tako pri javnih stavbah približno na 34%. To je stroškovno potencial za energetsko prenovo stavb, ki predstavlja stroškovno učinkovit ukrep. Se pravi, v dolgoročni strategiji stavb je predvideno, da se bo vsako leto prenovilo 3% površine teh stavb. Ocena prihrankov energije s temi politikami je še v izdelavi, okvirno pa lahko rečemo, da bodo do leta 2050 prenovljene vse javne stavbe. Potencial za energetsko prenovo stavb, javnih stavb je približno, se pravi, 3,5 milijona metrov kvadratnih. In tukaj je slika, da v bistvu rdeč del so neprenovljene stavbe, moder so pa prenove, celovite prenove, v zelen pa so v skoraj nič energijskem razredu. To je do leta 2030.
2030. In pa tukaj je še ocena dinamike prenove večstanovanjskih stavb do leta 2030 prav tako. To so nekako izhodišča te dolgoročne strategije, kot pravim, so še zadnji izračuni v izdelavi in vas vabim potem, ko bo posredovana v javno obravnavo za predloge in pripombe. Hvala.